Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Z nami je, lahko že rečem, naš redni gost, gospod Zmago Jelenčič Plemeniti, ki z nami deli svoja videnja in stališča glede političnih in drugih dogajanj, doma in po svetu. Zmago, pozdravljen. Dober dan, živijo. Z majhno zamudo ti želim mirne in blagoslovljene velikonočne praznike. Hvala enako, tudi jaz. No in včeraj smo slišali novico, da nas je zapustil papež Frančišek. Ja. Bom prebral, kar si zapisal. Ob smrti papeža Frančiška se svet poslavlja od duhovnega voditelja, ki je s svojo skromnostjo, odprtostjo in neutrudnim prizadevanjem za mir zaznamoval naš čas. V bistvu se mi zdi res, da je imel te vrednote in me spominjal na Janeza Pavla Papeža II. Tako v teh vrednotah v bistvu. Ja, čeprav se mi zdi, da je bil prejšnji papež je bil bolj usmerjen v, bi rekel, nekako podporo normalnemu življenju, podporo veri in pa tisti usmeritvi krščanskega sveta, ki je v bistvu temelj zahodnoevropske civilizacije, ne? Medtem, ki je zdaj pred kratkim umrli papež, je že odpiral neke nove segmente, s katerimi se jaz ne strinjam. Recimo poroke istospolnih partnerjev. To ne sodi v ta koncept, ne? V cerkvi se ve, da sta dva spola, moški in ženski, da je družina oče, mati in pa otroci. Ne pa, da je družina dva pedra ali pa dve lezbike, pa trije psi zraven in tako naprej. Tukaj je, bi rekel, malo brcnil temo, vendar se ve, on je ta umrli papež je iz enega takega socialističnega okolja prišel in ima ene take levičarske tendence je imel. Zdaj vprašanje je, ali bo to v naslednjem vodstvu, pri naslednjem papežu, ali bo zadeva šla v to smer ali ne. Jaz upam, da ne, ker zadeve morajo biti konstantne, morajo biti točne in to združevanje vseh ver v eno smer, to ni dobro. To ni dobro. Ne smeš zbasati vse skupaj, ker ne gre. Enostavno, eni razmišljamo tako, eni tako. Vsak segment človeštva ima svojo vero in svoje verovanje in to se ne sme mešati. No, malo me čudi, nisem toliko spremljal v bistvu ta njegova dela, vem pa pač, da je imel določene kvalitete, ampak to krščanstvo in pa ta LGBT pač ne gre skupaj. Ne gre skupaj, seveda ne. Ja. To ne gre, ne. Greva malo na bolj oštre teme, ja. Če rečem. No. Čestital si vsem pogumnim ženskam, ki so se borile za resnico, da je ženska, človeška oseba ženskega spola in ne identiteta, občutek ali rezultat operacije. Te čestitke gredo tudi mogoče našim ženskam ali je to se nekje zgodilo nekje v tujini? Ne, to se je zgodilo na angleškem, pravzaprav na škotskem, kjer se je sodišče določilo, da je ženska ženska, ne pa da je ženska kar nekaj, tako kot hočejo tele LGBT pa woke variante, ki jih Trump briše iz Amerike, jih meče ven, v Evropi so pa še zmeri etablirane in še posebej v slovenskem kulturnem prostoru pa še zmeri bolj gonijo ene take čudne zadeve, ki ne sodijo v naš krog, pa predvsem ne sodijo v naravo, ne? Mislim, enostavno, če kakšen ne ve, kaj je, naj da hlače dol ali pa kiklo gor, pa naj pogleda, kaj ima spodaj, ne? Pa bo točno vedel, katerega spola je. Ne pa, da je zdaj nekaj en se odloča o ne vem čem. Zato jaz se spomnim, ko je Pahor dal čestito enemu zlatemu maturantu in ta zlati maturant je rekel, ja, veste, spol je osebna odločitev. Kakšna osebna odločitev? Jaz sem rekel takrat Pahorju, jaz bi mulca poslal ven, bi rekel, pet še enkrat delati biologijo, tle imaš šus. Ne pa, da čestitam, ker si najbolj genijalen maturant. Ni.
To ni normalno in to ne sodi v naravni koncept. Jaz sem farmacevt in jaz vem, kaj to je in kje to sodi in kako sodi. Ravno tako, kot vsi zdravniki, čeprav tudi, kaj pa se najde kakšen čuden zdravnik. Ne? Pred nekaj dnevi si bil na sodišču, ne? In v nasprotju, ko tebe doskrat tožijo, ne? Si ti tožil nekega miličnika bivšega, ali kako? Tako. No. To je bil miličnik, Franc Čučko, najprej je bil miličnik, potem je bil policist in tako naprej. In seveda ta gospod je že pred 6 leti o meni zelo grdo pisal, lagal in tako naprej. Jaz sem ga tožil. 6 let že traja zadeva in je tik pred zastaranjem. Ne? Namreč zadnja sodnica je rekla, ja, pred menoj je 7 sodnikov je to prekladalo. 7 sodnikov je prekladalo to sodbo proti temu Francu Čučku, ko bi že zdavnaj moral biti procesuiran. In zdaj imamo par mesecev do zastaranja in odvetnik od tega Franca Čučka je rekel, ja, se brez veze, kaj se gremo, se bo tako zastarala zadeva. Že z namenom zastaranja je bila to. To se vidi, kakšen je naš sodni sistem, kjer sodniki imajo dosmrtni mandat, kaj noben mu nič ne more, niso niti kazensko, niti finančno odgovorni. Ja, zmotil sem se, ja, pozabil sem, ja, a je kdo kaj posredoval, ja, pa sej ni važen. Mislim, to slovensko sodstvo, ljudje šimfajo čez nekdanjo Jugoslavijo. Tam je bil red. Tam se je vedlo, res so bile devijance, ampak lepo prosim, takih kozlari, ki se pa zdaj dogajajo, pa ne. In je zanimivo, zdaj se je prvič zgodilo, da se je sodna oblast ustrašila moči ljudstva in je pri Janši dosegla to, da je šlo za oprostitev. Vendar tožilci se že pripravljajo, kako bojo še enkrat udarili in bojo počakali, da se ta ljudska volja mal umiri, pa bojo spet. Jaz nič ne verjamem, da se bo ta zadeva speljala. No, ampak zdaj tukaj je pa hecne, ta Franc Čučko se je skozi zgovarjal, pa je bil bolan, pa to, pa psihe in tako naprej. No, ampak seveda so zahtevali psihiatrično izvedensko mnenje. Seveda in tukaj je psihiater napisal, da je sposoben, da pride, da se je zmišljeval to, pa uno, pa tretje, da ni bil v bolnici in take zadeve. No in seveda je pa zdaj sodnica hecno, ne, mi je dala zdaj 3, preden bo zastaralo, je rekla, da imamo razprave dne 30.4., tik pred 1. majem, potem imam naslednja 7.5., malo po 1. maju in pa 11.6. Mislim, da v 7. mesecu je tako nekako pa zadeva že zastara. Tle se točno vidi, kakšen je naš sodni sistem. Sodni sistem odloča po imenih in po prijemkih in Jelinčiča je treba sesuti. Ko sta me tožila 2 policista, 2 policaja iz NPU-ja, Nacionalnega preiskovalnega urada, zadeva je bila ekspresno končana in jaz sem moral že plačati te kazni. Tukaj le pa, ne, to pa Jelinčiča je treba udariti, treba mu je znar spult, treba ga je sesuti. Jaz samo čakam, kdaj bojo enkrat rekli, zdaj ga imamo pa že dost, ne ga že vendar en avto povoz. In v teli naši domovini vedno bolj prihajamo v to smer, da se bojo verjetno začeli dogajati take nesreče, da so se že, pa verjetno se bojo še, oziroma se bojo še bolj, ko bojo take neprimerne ljudi odstranjevali na tak rigorozen način. Zakaj misliš, da si ti neprimeren? Ja, ker poveš resnico? Ker povem resnico, ker povem vsakmu v obraz, ker se ne ližem z levimi ali z desnimi, ker ne sodelujem v njihovem skupnem delovanju, ko se levi in desni usedajo in se zmenijo. Veš kaj, ti meni to pusti, jaz bom pa tebi to pustil. Skratka, to se dogaja že od leta 1992, samo od začetka ljudje niso, saj jaz nisem gledal na ta način. Zdaj, ko analiziram dogodke, pa vidim, da je bilo več ali manj vse zmenjeno. Ni bil namen samostojna Slovenija, namen je bil, dajmo zdaj, ker ni več gospodarja iz Beograda, dajmo pokrast, kar se pokrast da. In do danes
je iz Slovenije po ameriških podatkih izginilo več kot 72 milijard evrov. Neznano kam. In hecno je v tem, da najprej je bil totalno razsulo. Zginile so fabrike, zginila tovarna avtomobilov Maribor, metalna Maribor, Iskra. Vse je šlo, dokler nismo vstopili v bruselsko kamarilo, v Evropsko unijo. Takrat so se malo ustrašili in so malo zabremzali, vendar Bruslu dol visi za Slovenijo. In ker so naši gospodje videli, da je Bruslu čisto vseeno, če se tlele požremo, pokoljemo, potopimo ali pa karkoli, pa so videli, zdaj so pa še do konca pobrali. In danes jaz se ne morem spomniti, da bi bila ena firma v Sloveniji, razen kakšnih majhnih privatnih, da bi bila v slovenski lasti. Pa še te majhne privatne firme grejo zdaj ven na Hrvaško, v Avstrijo, na Slovaško, samo da se izognejo tem groznim davkom, ki dušijo in hočejo uničiti slovenskega obrtnika. Sej Levica je rekla, da je treba obrtnike z vilami in z bajoneti v morje poriniti, ne? Ja, kdo jih bo pa futral? Ker teli levaki, kaj so naredili v življenju? Nič. V glavnem še kakšne službe niso imeli, ampak so se zbohotili, postavili so se nad vse in krojijo usodo ljudem. Naš narod pa tiho, ponižno, navajen, skloniti glavo, tako kot je Cankar rekel, biti tiho in čakati, da mogoče tisti bič, ki ga bo vžgal, da ne bo njega, ampak da bo soseda. Žalostno in tragično in bojim se, da na naslednjih volitvah, naslednje leto, takrat se bo odločalo o tem, ali Slovenija sploh še bo obstala ali ne bo. Ker če bo leva opcija prišla gor, potem lahko zapremo štacuno in se bomo morali čez 50 let zopet boriti za slovenski narod, za slovenskega človeka, za slovenski jezik in za slovensko kulturo. Se pravi, če te tako vprašam, če bi lahko izbiral med bivšim gospodarjem Beograda in zdajšnjim gospodarjem Brusla, bi izbral koga? V tem primeru bi zagotovo izbral Beograd. Beograd je pobiral, ampak še zdaleč ni pobiral toliko, kot pobira Bruselj. In Beograd je komando imel in če so kradli velike denarje, jih je Beograd poklical in jih je fino po prstih užgal. Ni bilo takih, noben ni ukradel fabrike, noben ni ukradel toliko denarja, da so mu potem odpisali na sodišču 40 milijonov evrov dolga. Tega ni bilo v nekdanji Jugoslaviji. Na sodniji so bile tudi pizdarije, so bile. Ampak še zdaleč ne toliko, kot tukaj, ki se evidentno vidi, da se sodi, kot se kdo piše. Če se pišeš Jelinčič, boš najebal. Če se pišeš Janša, boš najebal. Če se pišeš nekaj, kar je iz desne, tako imenovane desne strani, boš najebal. Recimo tudi Kangler. Ne? Če pa si na levi strani, se ti pa vsi dolgovi odbrišejo, nič se ti ne zgodi, tudi če je kdo pobral, 30 milijonov, pa so mu našli 3 milijone, tisto so mu vzeli, pa so ga dali za 2 leti v zapor, na odprti oddelek in zdaj lepo v tujini ima pa ostali denar postavljen in ga se enostavno črpa in uživa in tako naprej. Skratka, ni tako in tudi na kulturnem področju. Kultura v nekdanji Jugoslaviji je bila cenjena in kulturniki, umetniki so bili na nivoju. Kaj imamo pa danes? Danes imamo pa grozljivo zadevo, zaradi katere bomo morali iti 11. maja na referendum. In na tem referendumu je treba glasovati proti zakonu, ki deviantnim umetnikom daje pokojnine, dodatke k pokojnini, tam je 1500 evrov zraven penzija, ali pa verjetno bo to še več. Ne? In to sem te hotel vprašati, 11. maja referendum in glasujemo proti, kajti jaz imam tukaj par slik, recimo tale gospodična je bila nagrajenka Prešernovega sklada leta 2018. Zakaj? Ker je
onečastila slovensko zastavo. Ona je izrezala slovenski grb in je takole pozirala, pa je dobila nagrado. Potem imamo tukaj eno gospo, ki pravi, da je tole jahanje, ne vem koga, velikega jointa, asociacija na jebanje, ne. Ta je tudi neka nagrajenka. Ali pa recimo tukaj ta ista nagrajenka, ki se je dala, psa je dojila, no, Madonna Santa, kje smo, to je najbolj deviantno, kaj takega bi v nekdanji Jugoslaviji šlo v zapor in v psihiatrično kliniko. Ali pa tele gospodje, ne, angelčki, ki so pa skakali pol nagi po Ljubljani in to je tudi neka umetnost, blazna umetnost, novodobna umetnost, ne. In recimo bil je projekt, to se lahko vse na internetu prebere, projekt Golo življenje. Golo življenje. In sicer piše takole: 6 golih ženskih teles se umešča v prostor, išče mesto v občinstvu, na odru, ob stenah prizoriščah, performanke v različnih položajih ribajo korenje, bučke in kumarice, pri čemer hkrati simbolno udejanjajo drkanje in gospodinjsko opravilo. Tako da si tlači kumarco v češpljo, to je zdaj umetnost, ne de. In performance na surov izčiščen način za eno samo akcijo vzpostavi žensko v redukciji na v zasebno potisnen seksualni objekt. Kdo to sploh razume? To moraš biti debil, da to napišeš, in drug debil, da to akceptiraš. Ampak programska podpora, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana. Tudi to se da dobiti, tudi posnetke, kako si korenje noter tlačijo in tako naprej. In to so zadeve, ki so grozljive, res grozljive. In potem ena od teh umetnic si je celo svoje semenčice, jajčica si je oplodila s pasjo spermo. To so zadeve, ki bi se, mene to spominja na čas, ko je dr. Mengele v nacističnih taboriščih delal razne eksperimente in poskuse z ljudmi. To ne sodi v en kulturni okvir Slovenije. In taki ljudje ne smejo dobiti dodatek k penziji. Sej imamo, pa zakaj pa recimo nek športnik, ki je dobil, olimpijsko zlato, on je zaslužil eno tako dodatek k penziji. Ampak ne pa kar vsak. Recimo, baje Peter Vilfan naj bi tudi dobil en dodatek k penziji. On je bil dober košarkaš, odličen, ampak za koga je igral? Ne za Slovenijo, on je igral še za Jugoslavijo. Mislim, kaj se zdaj mi gremo? Pravzaprav, če pogledamo, sej tukaj ne vem, če je sploh še kaj slovenskega, uvažamo neko škartrobo, sedanjo škartrobo iz juga, in ti ljudje enostavno zasedajo vse pozicije v Sloveniji in odločajo o tem, kaj bomo Slovenci delali. Ali bomo Slovenci sploh še smeli biti Slovenci. Tako grdo delajo z nami. Delajo z nami, kot se po slovensko reče, kot svinja z mehom. Kot svinja z mehom. Ja, mislim, te slike, ko si pokazal, so res, bom rekel, zame nenormalne, nagražene. Ja. In po eni strani si, bom rekel, ignoriram to, ker sploh nočem o tem razmišljati. Mislim, da to je tako v bistvu deviantno do konca. Res. Do konca. Ne morem si verjeti, da to nekdo promovira, podpira v bistvu. Ja, ampak tako je, ne? In Evropska unija to podpira, ne? Evropska unija gre tako hudič, jaz sem že pred časom rekel, da bo propadla in propada, zelo intenzivno propada. Trump je videl, da je Evropa eno veliko gnojišče, da to ni več cvet zahodne kulture, ni več, ampak da je deviantnost na vseh področjih. Deviantnost, lopovščina, pedofilstvo, LGBT, psojebci, pa ne vem koga vse. Potem pa še te migrantski valovi, ki jih je vedno več. Ker vidimo, Anglija ima že 6 velikih mest, kjer so muslimani, župani, in enostavno
Velike Britanije tako ali tako ni več. Je samo še Anglija, ki pa propada. In zdaj je zanimivo, nekoč je bil prej angleški kralj je bil šef Indije, zdaj pa Indic šef Anglije. Kam smo prišli? Afganistanci kraljujejo, Pakistanci kraljujejo. In veliko mest je takih, kjer imajo tudi v mestnih svetih večino muslimani. In že uvajajo šeriatsko pravo, kar se dogaja tudi na Švedskem. Švedska se je zdaj zbudila, ampak prepozno. In takrat tam se bo tudi kaj razvil. Nemčija bo počela, navkljub temu, da je ta butasti Merz, ki bo postal tale premijer, zelo verjetno ga bojo potrdili. Ta je govoril, da je proti imigrantom, dokler ni na volitvah dobil, tudi na ta račun, poj pa ploščo obrnil. Zdaj pa za migrante. Zakaj? Ker je dobil komando po Soroševi varianti, da more uničiti Nemčijo. In jo uničuje. Ampak Nemci se bojo dvignili. V Franciji tale pederski Macron, to je grozljivo, ne? Ta tudi poriva sami tiste deviantnosti naprej. In Francija bo tudi udarila. Ampak je že Le Penovo je onemogočil, da bi kandidirala. Evropska unija je prepovedala v Romuniji, da bi tisti, ki so ga ljudje izbrali, da bi bil predsednik. Potem v Gruziji tudi poskušajo narediti državni udar. Probali so državni udar narediti tudi v Kazahstanu, pa jim ni uspelo in tako naprej. Poskušali so ga zdaj v Srbiji narediti, jim tudi ni uspelo, upam, da ne. Poskušajo v Republiki Srbski narediti udar, vedno so pa zadnji v glavnem Bruselj, Angleži, Nemci. Ta trojica je vodilna, ki hoče uničiti vse, kar ni njihove. Vse, kar ni njihovo. In to na kakršen koli način. Seveda pa popult, kar se da popult, pokrast, kar se da pokrast, zbasati v svoje žepe, kukor a bojo kaj na uno stran nesli. Zakaj hoče von der Leyen 800 milijard evrov dati Ukrajini? Zakaj? Neki bo pobral Zelenski, neki bojo pokradli v Ukrajini, neki bojo pokradli že v Evropi, velik del bojo pa evropski vrhovi si razdelili med sabo. Jaz malo, ti malo, on malo. In tudi tega ima Trump poln kufer. In zato je rekel Evropa, auf Wiedersehen, črtajte, izginite. Zgnite znotraj same sebe. In gnije Evropska unija znotraj same sebe. Pred enim mesecem približno si bil na obisku v Abhaziji. Lahko mogoče poveš, kakšen je bil povod tvojega obiska? Bile so predsedniške volitve v Abhaziji in mene so poklicali kot zunanjega mednarodnega opazovalca. Moram reči, da mi mislimo, da je Abhazija ne vem kakšna zaostala država. Gor po hribih, kjer sem jaz vozil, to je res žalostno. Ceste so zgonjene in tako naprej. Pa vendar Abhazija ima budućnost. Ne? Tja so hodili ruski carji ob Črnomorsko obalo, tja so hodili, Stalin je imel tam 2 dači, ne? In tako lepa dežela, lepa obala. Skratka, oni imajo budućnost in gredo v to smer. Bencin, liter bencina je €0,5. Pol evra. Potem elektrika je približno 3-krat cenejša kot pri nas, v Sloveniji in tako naprej. Skratka, živijo eno svoje življenje, povezani, avtomobili so dobri, tudi tako kot pri nas. Nič ni, da bi rekel, da tam kakšna stara jajca. Čez gor po hribih ima kakšen star možak, kakšno staro lado ali kaj takega. Volgo. Okay. Ja, ali pa Volgo, kaj ta Volgo že težko, lado v glavnem, ne. Tako da, ampak ni kaj. Res grejo naprej intenzivno in zdaj, ko bojo teli gospodje iz Zahodne Evrope
videli, da ne morejo investirati v Evropi, ker se Evropa sesuva, bojo odkrili Abhazijo, ki je bo zdaj dobila direktno letališče v Suhumu, v glavnem mestu, tako da bo direktna linija in bojo tam investirali. Tam so še zmeri take palače, ki so zapuščene, namreč po vojni z Gruzici so Gruzice ven vrgli, ne? In velike palače so ostale prazne. In to zdaj samo čaka, da bo en investitor prišel in se bojo kaj naselili. Zdaj, sankcije proti Rusiji bodo kmalu padle, Američani že razmišljajo o ukinitvi določenih sankcij, Evropa daje nove sankcije in potem plačujemo plin 4-krat dražje, kot bi ga drugače. Elektrika je draga, vse je drago, ampak to gospode v Bruslu nič ne zanima. V Bruslu jim je čisto vseeno, če vsi normalni in navadni ljudje po Evropi crknejo, samo da bojo oni imeli tisto, kar hočejo. Ja. V bistvu bi zdaj prebral nekaj, kar sem zasledil na tvojem družbenem mrežju, pa če komentiraš. Dvojna merila Evropske unije in določene gospe na višku, ko Katalonija, Kosovo ali Ukrajina govorijo o pravici do samoodločbe, so to junaški boji za svobodo. Ko pa Republika Srpska odpre isto temo, pa je to grožnja stabilnosti in takoj letijo grožnje za sankcijami. Zakaj je po tebi takšna dvojna merila? Pri vseh teh zadevah gre samo za privatni interes. Zdaj, če ni privatnega interesa ali če ni možnosti, da bi se Evropska unija nekje vključila noter in eno svojo črpalko za črpanje vsega dobrega iz tiste države, da ne mogla inštalirati tega, potem to ni dobro. Ne? In Republika Srpska ne dovoli Evropski uniji, da jim preko tistega svojega tako imenovanega predstavnika Združenih narodov, ki nikoli ni bil potrjen in tako naprej, da ne dovoli, da bi se umešaval vse skupaj. Sarajevo dela v interesu Evropske unije in v interesu muslimanskih držav. Ne? Zdaj, ne moramo imeti ene muslimanske države v sredi Evrope. Evropa to hoče, ker hoče destabilizirati Balkan in v Balkanu ponovno zakuhati eno vojno. To je interes Evrope. Zdaj, Američani so se umaknili, tudi določene vojake so iz Kosova ven potegnili in jih ne mislijo zdaj nadomeščati in bojo to zadevo pustili Evropi. Evropa je pa v paniki zdaj in hoče še na silo nekaj narediti, nekaj uničiti, ker te evropski voditelji pod komando Soroševe židovske variante hočejo uničiti belo Evropo, pripeljati noter migrante in vse skupaj. In ta kamen spotike je Republika Srpska. Zdaj, Dodik hodi v Moskvo. Vučić, upam, da bo šel na proslavo 9. maja v Moskvo, da ne bo podlegel evropskim zahtevam, kajti Evropa tako ali tako samo obljublja. In jaz mislim, da Vučić ni toliko neumen, da bo za 30 milijonov evrov evropskega denarja zapustil ruske investitorje, ki so že investirali v Srbijo nekaj milijard evrov. Ne? To bi bil potem tudi njegov konec, ker Srbi so proti Evropski uniji, razen določena politična vrhuška je še zmeri. In pa teli, ki so zdaj kuhali te poskus, kakor pravijo, obojene revolucije, to se pravi barvne revolucije. Tega še te bom še vprašal. Ja, no. In to poskus tega je bil na raznih koncih. Jaz upam, da ne bo uspel, ne? Ker ljudje le niso več tako neumni. V Sloveniji je ta barvna revolucija uspela.
Ne? Takrat, ko so začeli tisti kolesarji po Ljubljani se voziti okrog, to je bila revolucija. In pri nas je prišlo do tega, da je potem Golob zasedel to pozicijo vladarja Slovenije, kakor se vidi. Sem pa eno zanimivo zadevo zasledil, ko malo da potegnem razmišljanje o slovenskem političnem prostoru. Ameriška klinika Mayo je naredila, oziroma je tam enostavno definicija, kakšni so simptomi antisocialne osebnostne motnje. In sicer bom kar prebral, da ne bom kaj narobe. Te simptomi vključujejo ponavljajoče se zanemarjanje razlike med prav in narobe, laganje z namenom izkoriščanja drugih, pomanjkanje občutljivosti ali spoštovanja do drugih, uporaba šarma ali duhovitosti za manipulacijo drugih v lastno korist ali za užitek, občutek večvrednosti in pretirana prepričanost v lastno mnenje, težave z zakonom, vključno s kriminalnim vedenjem, sovražnost, agresivnost, nasilnost ali grožnje drugim, pomanjkanje občutka krivde ob povzročeni škodi drugim, tvegano vedenje brez upoštevanja lastne ali tuje varnosti in neodgovornost in neizpolnjevanje delovnih ali finančnih obveznosti. No, to antisocialna osebnostna motnja je uradna klinična diagnoza, ki se uporablja v diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj. V vsakodnevnem jeziku pa se pogosto srečujemo z izrazoma sociopat in pa psihopat. Ta dva izraza nista sicer uradni medicinski diagnozi, ampak so to popularni in pa neformalni izrazi, ki se uporabljajo za opis določenih teh stanj znotraj tega spektra. Ne? To je definirano tudi po Svetovni zdravstveni organizaciji, nakljub temu, da jaz to Svetovno zdravstveno organizacijo ne jemljem resno, glede na to, da je tam šef te organizacije ne vem, kje je študiral, v nekih hribih v Afganistanu in tako naprej. In dela tako, kot mu Soros in pa njegovi rečejo, tako, kot kako mora delati. In pa seveda nekdanji farmacevtski lobby Amerike, ki mu je zdaj Trump prirezal perutničke in je Trump tudi šel ven iz Svetovne zdravstvene organizacije. Rusija je tako ali tako ne priznava, pametne države bi morale razmisliti, ali sploh še sodimo tja noter, kajti določanje, da bo Svetovna zdravstvena organizacija določila na svetovnem nivoju, vsi se morate cepiti proti temu in temu, tega ne smemo sprejeti, čeprav naši tudi tukaj kimajo, ker je treba Evropski uniji in pa tem lobijem zlesti v rit. Ja. No, pa ker si malo prej omenil Srbijo, da te vprašam. Mislim, to te vprašam zato, ker sem sicer že nekatere moje goste druge vprašal, ampak so rekli, da se raje fokusirajo na domačo sceno. Ampak ti tudi občasno potuješ v Srbijo, ne? Pa, mislim, da imaš pač malo, bom rekel, širše poglede na to. Mislim, to vprašam zato, ker sem velikokrat prebral, da ljudje pravijo, ko je v Ukrajini zdaj vojna, ne? Kako je to nevarno za nas, ker je toliko blizu, kako v bistvu moramo pokazati solidarnost, kar se pač strinjam, ker smo slovanski narod, kako smo se blizu po kulturi. In zdaj se pač v Beogradu dogajajo take stvari, da pač res lahko poči v bistvu, ne? In kaj misliš ti, če Bog ne daj kaj poči, bi bila taka solidarnost do Srbije, kot je do Ukrajine? Nikakor ne, zato ker solidarnost do Ukrajine je komandirana iz Evropske unije. Solidarnost do Srbije bi bila pa prepovedana se strani Evropske unije. In tudi solidarnost z Ukrajino
treba je vedeti, treba je poznati zgodovino. In če poznaš zgodovino, potem vidiš, da je tam vse drugače, kot govori Evropska unija. In zanimivo, celo pri nas je zdaj počasi začelo prevladovati mnenje, da Ukrajina izgublja vojno in bo izgubila vojno. To sploh ni vprašanje. Je pa, vzanj sem poslušal na FDV-ju, je bil en zelo pomemben naš tudi višji vojaški strokovnjak in pa bil je tudi v NATO paktu in tako naprej, ko je rekel, Ukrajina bo zmagala, Rusi imajo 1,5 milijona mrtvih vojakov. Mislim, da to lahko reče nek tak, ki je bil na taki poziciji. To samo kaže, da je moral tako reči, da so mu rekli, da je treba naš folk še zmeri pumpati z neumnostmi in zato, da potem opravičijo milijone in milijone, ki jih nosijo tudi naši politiki v Ukrajino. Sej, kdo pa še ni bil od naših? In levi in desni lezajo v rit Ukrajini in nosijo denarke. Ne? To se vidi, da nimajo lastnega mnenja, zato se tudi nočejo postaviti na pozicije napram Srbiji. Najlažje je reči, mene zanima doma. Ja, seveda, večino teh naših politikov zanima, koliko denarja bo pobral v žep, kje bo še kaj sprivatiziral, kam bo speljal kakšno asfaltno cesto do svoje hišice ali pa do svojega vikenda in tukaj se začne in neha. In lezli bomo v rit Evropi, kimali bomo zdaj ne več Trumpu. Zanimivo, eno leto nazaj so vsi rekli, ja, Trump, to prav. Zdaj pa Trump skoraj da zločinc. Zakaj? Zato, ker je pokazal špegu, ker je rekel Evropa, poglejte se, kakšni idioti ste. Uničujete lasten narod, uničujete belo raso, uničujete vse dobre delovne ljudi, podpirate golazen, pedre, LGBT, psojebce, migrante, ne vem koga vse. Cela invazija črncev prihaja v Evropo. Ja pa kam? Zanimivo, jaz imam tudi določene znance, mogoče celo prijatelje, tudi po afriških državah. In oni mi rečejo, Zmago, nam se bolj splača, da damo enemu, ki hoče iti ven, enemu kriminalcu, mu damo 10.000 evrov za pot, samo zgini in dajajo denar. In prihajajo k nam, tukaj so pa tlačeni, pa ne vem, seveda, če je bil tam obsojen za umor, ne, in ga oni ne morejo glih, ker niso ga na smrt obsodili, jim je najcenejši, ne da ga futrajo, da mu dajo tistih 10 evrov pa domače rečeno spizdi. V Evropo, tam te bojo odprli, roke bojo imeli tako, willkommen, pridite še. In potem porivajo to golazen v Slovenijo. Slovenija nikoli, kaj eni pravijo, ja, Evropa je pokradla v Afriki. A je Slovenija, ki je pokradla? Nikoli nič. Slovenija ni imela nobene kolonije, nobene agresivne vojne v Afriki ali pa v Aziji, nič od tega. In zdaj moramo biti mi solidarni zaradi tega, ker so v Bruslju rekli, ja, moramo biti solidarni. Naši poslanci tamle gor v Evropski uniji pa samo kimajo, ja. Pa sej ne razumem, večina teh naših dobro, oni levaki so tako na levi strani, tako malo v luft, ampak tudi teli poslanci, ki so v Evropski ljudski stranki, šefica je von der Leyenova, ne? In oni so dostikrat glasovali proti interesu Republike Slovenije. Če bi bil jaz tam, recimo moja stranka, mi nismo podpisali vstopa v Evropsko unijo, mi smo bili proti. In mojega podpisa ni na tisti listini. To je karakter. In če bi tamle glasovali kakšno zadevo, ki je v škodo slovenski državi, bi jaz rekel, ne, gremo ven iz tega ferajna. Vsaj iz tiste skupine ljudske stranke. Ne? Kakšna dvojna merila? Po eni strani govoriš, jo, mi za Slovenijo, po drugi strani pa dajmo jih zjebati, ker je ona rekla. Grozljivo. In še enkrat pravim, teli naši gospodje, ki se ne upajo postaviti, to kažejo, da so navadne pičkice. Navadne, gnile pičkice, brez duše, brez pameti, brez srca. Hlapci, tipični hlapci.
Kaj pa praviš, da določeni ljudje oziroma večina ljudi, bom rekel, so sočutni do teh migrantov? Mogoče bi mogli ločiti prave begunce in migrante, ali to vse mečemo v isti koš? Beguncev v Sloveniji ni. Kajti begunci bi lahko bili, če bi imeli na Hrvaškem vojno, ali pa v Madžarski, ali pa recimo v Italiji, pa bi oni bežali v Slovenijo. Begunec je tisti, ki iz sosednje države prebegne v naslednjo sosednjo državo. Ne pa, da preskoči 3 države. To je migrant, navaden migrant. In te migranti so dveh vrst. Eni... Oprosti, se pravi, mnogi ne poznamo definicije beguncev v bistvu. Seveda ne. Pri nas to je namenoma narejeno. Ker potem prav ubogi begunci niso, niti enega begunca ni v Sloveniji. Niti enega samega. Samo migranti so. In migranti so prišli sem ne da bi delali, ampak da bi zaslužili, oziroma da bi dobili brez kakršnega koli kančka dela največ, kar je mogoče. In Slovenija jih jemlje. In zdaj, ker imamo nek klauzulo solidarnosti, se lahko zgodi, da vse tiste migrante, ki jih je naša policija na meji popisala in so šli v Nemčijo, se bo zgodilo, da bojo Nemci rekli, veste kaj, Slovenci, vi ste jim dovolili, da pridejo noter, vzemite jih nazaj. In jih bomo dobili 30.000, recimo. Ne? Kajti takrat je šlo čez Slovenijo kot 500.000 teh ljudi. Ne? In če so jih policaji samo 30.000 popisali, jih bomo dobili nazaj. Ker policija je pa zdaj tudi na tem, jaz sem si napisal par stvari. Ne? Recimo imamo kadrovsko stanje v policiji je grozljivo. Ne? In zanimivo je, da za generalnega direktorja policije se je javil en sam kandidat. To kaže na hudičevo slabo stanje znotraj vrha policije in ne vem, kaj dela minister. Po moje ne dela nič. Posluša, kaj mora narediti, pa naredi tisto. V policiji primanjkuje trenutno 800 policistov. In zato, kaj se dogaja? Kriminal se razrašča, ko nekoga dobijo, ki dela manjši kriminal, kot pravijo. Če ukrade manj kot 500 evrov, se sploh ne splača obravnavati, kajti sodnik ga bo tako ali tako spustil, ne, in to so v glavnem, to delajo Brazilci ali pa Severni Jeleni in podobni. Brazilci, to so v prejšnji oddaji, sem pozabil, kdo so to že Brazilci? Ja, Oni nogometaši. Ne, to niso nogometaši, to so tudi rahlo obarvani zbiralci plemenitih kovin. In zanimivo, v Ljubljani sploh manjka policistov. Ne? In kriminal v Ljubljani se je razrasel. In zdaj iz cele Slovenije, tudi iz manjših postaj, kličejo policiste v Ljubljano in seveda, kaj se dogaja? V majhnih krajih ni več policije. In tam se bo začelo kupovanje hiš tudi pod prisilo, da nekdo mora prodati hišo in kdo se naseli? V glavnem teli kosovarji, ki pridejo najprej 1, 2, potem pa še ženska, pa 5 otrok, 6 otrok in vsi dobijo socialo, na naš račun, na račun tistih, ki delamo. Ne na račun tistih, ki jih imamo ogromno število takih revčkov, boščkov, ki nočejo delati, pa dobi 500 evrov na mesec brez dela. Zdaj je celo Levica je predlagala, da naj bi to socialno podporo izenačili z minimalno plačo. Ja, kdo bo pa delal, če boš 8 ur boš delal, cele tedne, cele mesece, cele leta in bo pa eden, ki nikoli nič ni delal, bo imel pa enak denarja kot ti. Ja. Tisti, ki ne dela, naj ne je, pravi slovenski pregovor. Spodbujanje k nedelu. Ja, seveda, ne? To je to, ne? Zdaj, to je, in te policaje kličejo, prihajajo sem v Ljubljano,
zgolj za patruliranje in pa za opazovanje, kaj se dogaja v Ljubljani. Ne? Zdaj, recimo, dostikrat se zgodi, da policijske postaje v Ljubljano pošiljajo patruljo, v kateri sta dva policista, ampak včasih je samo en policist in pa en rezervni policist. Mislim, kje smo zdaj mi? Ljudje nočejo iti za policaje. Nočejo, zaradi tega, ker tudi načelniki jih ne podpirajo. Če kar na hitrem, kar na lepem je policaj kršil človekove pravice, zaradi tega, ker je nekoga, recimo, ki ga je plunil, ki ga je udaril, ga je policaj udaril nazaj. Če bi bil jaz policaj, ne, pa da me en užge, s tisto tonfo ga užgem, da ga sesujem k kanto. In to je bilo v Jugoslaviji. V Jugoslaviji smo spoštovali policiste. Jih nismo imeli radi, ampak smo jih pa spoštovali. Danes jih noben niti zamar nima in noben jih ne spoštuje. Norca se delajo iz policajev. Pa kako boš imel državo, če nimaš ta prave policije? Ne? In poje pa še nekaj, ne? Te nove generacije policistov, ne da recimo, da bi jih dali v Ljubljano, ki bi bili tam, ampak ne, pošiljajo jih vsakodnevno iz drugih krajev. Tako recimo, da se iz Maribora se more policist voziti na delo v Novo Gorico ali pa policist iz Gornje Radgone v Tolmin in tako naprej. Ne? Kje je tle pamet? Kje je pamet? Tle so stroški, tle je to, tle je uno in tretje, tle lahko nesreča na cesti ali pa kakorkoli. Ne? Pa recimo na Metelkovo v Ljubljano hodijo se kazati, ne, se nič ne smejo narediti, ne, tam je neka cona nekih umetnikov, ali kako bi rekel, ne, pa droge, pa tako naprej, ampak ne da bi, če najdejo kakšnega takega z drogo, enostavno v lisice, v zapor, če se ugotovi, da je tujc, marš ven, takoj izgon v njihovo državo porekla. Ne pa mi imamo zdaj v slovenskih zaporih je 80 ali celo več kot 80% tujcev. Ja, zakaj jih pa futramo? Marš ven, domov, adijo, gradimo nov zapor. In ne vem, zgleda, da ta zapor bomo noter še fitness, pa savno, pa džakuzi, pa ne vem koga vse. Ne? Krasno. In hotel. Ja, in hotel. In ko dobimo migrante pa najprej k zdravniku, zobozdravniku, popraviti vse zobe, vse analize zdravstvene, pozdraviti jih in tako naprej. Na naše stroške. Mi imamo pa čakalne vrste grozljive. In zdravniki ne morajo nič narediti. In kaj se dogaja? Zdravniki grejo ven. Zdaj bojo začeli naši zdravniki hoditi na Hrvaško, ker hrvaški zdravniki že imajo takšno ali malo višjo plačo kot zdravniki v Sloveniji. Ne? Noben pa noče urediti tega sistema. Ne? Ker imamo neke čudake, ki je en bolj pameten kot drug, skratka, ki sodijo v tisto kategorijo tega asociativne motne in tako naprej. Ne? In po se pa dogaja, recimo na policijski postaji Beograd je samo Bežigrad. Ja, v mesecu dni je 16 policistov dalo odpoved. A ne? Zdaj, predstojnik je pa verjetno še zmeri isti, ki je bil. Ne da bi ga minister poklical, rekel ti, kaj se ti dogaja v tvoji policijski postaji. Daj nekaj narediti. Eden, zdaj, ne more biti problem v 16 policistih. Zagotovo mora biti problem v tistem, ki je komandiral teh 16 policistov. Ne? Ampak se nič ne zgodi. Potem, kot sem že povedal, zgleda, da noben noče delati za tega ministra. Noben. To tudi kaže, da en sam kandidat se je prijavil za tegale pozicijo generalnega direktorja policije. En sam. To se pravi, je šel glas okrog, fantje moji dragi, ne da se delati. Nič ne moramo narediti. Nimamo
pooblastil, ne smemo se nikogar pretakniti, lahko nam delajo karkoli hočejo. In pa se zgodi to, tako kot je bilo v BTC-ju, praznovanje, ki so imeli Albanci svoj dan, albanske zastave, gor dol, streljanje v zrak, pol pridejo policisti, na policijsko vozilo so dali albansko zastavo in kaj policaji so naredili? Nič niso naredili, ker ne smejo, človekove pravice pa ne vem koga vse. Kaj pa država? Kaj pa varovanje državnih inštitucij in državnih predstavnikov in pa ljudi, državljanov? To jih ne briga. Vseeno jim je. Spet smo pri tistih definicijah. Tako da grozljivo. Ja, res. Upamo, da bo boljše. Ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo na volitvah. Če jaz ljudem govorim, kaj mi kaj rečejo, če bo Slovenska nacionalna stranka prišla v parlament in mora priti, naše geslo je Slovenijo Slovencem. In moramo priti noter. Če ne pridemo noter, se bo dogajalo tisto dogovori ene strani z drugo stranjo in Slovenije v naslednjem mandatu, konc mandata, ne bo več. Zato je nujno, da pride Slovenska nacionalna stranka v parlament, da bomo, tako kot smo prej, mi smo odpirali oči, postavljali smo ogledalo, enkrat levim, enkrat desnim. Zato so nas ven vrgli, dvakrat so nas ven vrgli. Pa smo enkrat že nazaj prišli, pa so nas drugič na goljofiv način ven vrgli. Ne? Zdaj pa odvisno od ljudi. Če pa ti ljudje, volivci, mislijo, da jim bo dober, če bojo obstali na tem nivoju, kot so zdaj, potem pa tudi Bog ne more pomagati. Ne? Eno osebno vprašanje, ko se rekel Slovencem Slovenijo. Ali jaz spadam, bom rekel, pod Slovence, zato ker sem, ali pod ta tvoj slogan, ker sem tukaj več kot 35 let, sem hodil v šolo, sprejel jezik, kulturo. Absolutno. Tukaj je mišljeno širše, ne samo tisti, ki je 100 let Slovenc. Ampak vsakdo, ki pride sem, sprejme jezik, sprejme kulturo, se obnaša v skladu z našimi normami, ki ne dela kriminala in take zadeve. To sodi v isto. To vse sodi v to geslo Slovenijo Slovencem. To je tvoj slogan. Ja. To je slogan, ki mora biti, ker moramo pokazati. Tudi po drugih državah se počasi razvija ista smer. Ne? AfD ima zopet isto, Nemčija mora zrasti, Nemčija čez vse, Nemčija prvo. Amerika glih tako, a ne? Ampak Nemčija potem takem nima, kakor vem, nič proti tem Turkom, ki jih je veliko, ki so tam že 50 let tako. In so sprejeli kulturo. To so pač rekel, to je to. To je to in isti princip je v tem mojem sloganu Slovenijo Slovencem. Isti princip. Tlele ni izključevanja. Tle je samo vključitev v ta koncept, ki je logičen. Ne? Se strani evropskega poslanca Branka Grimsa si bil povabljen v Bruselj. Lahko z nami deliš nekaj vtisov o tvojem obisku v Bruslju, v parlament. Kaj bi povedal o tem? V Bruslju grozljivo. Najprej, da se... Plače si omenil tudi, ne? Ja, naprimer, v tistem mesecu je bilo, mislim, da 16 oboroženih spopadov v Bruslju z avtomatskim orožjem. O tem se nič ne piše. Hrana, grozljiva. Smo šli v eno blazno Nobel zadevo in tako slabe hrane v Sloveniji, če iščeš najbolj zanikrn za nič lokal, dobiš boljšo hrano. Grozljivo. Potem po določenih predeljih Brusla boljš, da ne hodiš. Ker nekaj imajo črnci, nekaj imajo Arabci oziroma muslimani, ampak to je po segmentih. Ne? En del imajo črnci iz Malija, ne? Potem imajo črnci iz Benina in med sabo se namarajo, obojni skupaj pa belcev namarajo. In
To se tolče. In v Bruslju so že pred leti je bila zahteva, da se kot tretji uradni jezik uvede arabščina. Ja. Flamski, valonski, to se pravi francoski, pa flamski. Ja, to je flamski je blizu nemškemu. Ne? In tretji jezik bi bil pa arabski. No, zaenkrat to še ni uspelo. Znotraj Evropskega parlamenta toliko lenuhov in postopačev po tistih hodnikih gor pa dol je grozljivo. In zanimivo, ti postopači, ti uradniki imajo boljše pogoje dela kot poslanci in višje plače. In ne, da bi evropski poslanci določali in zahtevali od teh ljudi, kaj morajo delati. Ne, ti ljudje določajo, to pa to boste delali, to pa to boste naredili, tako pa tako se boste obnašali. To je grozljivo. Tam noter bi, ne vem, kaj bi moral narediti, da ne bo kdo kaj rekel, da jaz kaj šuntam, ampak grozljivo gnojišče. Tja noter bi, kot v grških tragedijah, Augijev hlev, ne? Vodo napeljati skozi tisti bruseljski parlament, pa ne vse skupaj odnese in ščisti. To je grozljivo, kaj je tam noter. Seveda, nič ne smeš reči, lepe ženske, tako nobene nisem videl, ne. Same neke čudne fantkov, kakor češ, ne, tam pa tako naprej, pa malo poritki, pa malo odspredi, pa tako naprej. To je vse lepo, to je dovoljeno, to je zaželjeno. Ne realno stanje, ne to, kar se dogaja, ne da bi reševali probleme, ne, pa saj imamo. Kdo pa je von der Leyenovo izvolil? Nobeden, določili so jo. Tele komisarje, a se komisarji volijo? Ne, določijo se. Kdo je Marto Kos volil? Nobeden, določili so jo. In tako naprej, in tako naprej. In vedno določijo tistega, ki trobi v njihov rok. Skratka, Bruselj je gnojišče prve vrste. Služijo ogromne denarje, delajo samo škodo in upam, da bo Evropska unija zgnila v 3-4 letih. V tem času bo Rusija pobasala celo Ukrajino, mogoče bojo en del prepustili Madžarom, pa Romunom, tisto, kar je bilo pred drugo svetovno vojno njihovo, mogoče se bojo tudi s Poljsko kaj zmenili, ampak Ukrajine ne bo več. In to, kar Evropa grozi, ja, Rusi nas bojo napadli, pa se Rusi niso neumni. Se bo Evropa sprijaznila, da Ukrajine ne bo več? Ja, se bo morala sprijazniti. In kaj bo pol? Denar, ki je bil vržen tja, bo treba nekje počrpati. Kje bojo? Taki buteljni, kot smo Slovenci, bomo za socialo dajali. Ne? In naša oblast, ki ima zdaj Ukrajini, pa Evropi in tako naprej, ne bo. In je hec, ne? Newsweek je objavil pred 4-5 dnevi, kako bo izgledal svet. In je te interesne sfere. In interesna sfera Amerike bo Kanada, Amerika, Grenlandija. Interesna sfera Rusije bo kompletna Rusija z Evropo. Interesna sfera Kitajske bo Kitajska, Tajvan, Japonska. Niso se pa sploh spuščali v indijski podkontinent in pa v Avstralijo in Afriko. Tam noter se bomo pa sproti menili. Tako nekako je bilo določeno. Američani, ne jaz, ali pa en slovenski novinar, ali pa en ruski novinar. Ameriški Newsweek je to pisal. Objavil zemljevide. Ne? To se pravi, da verjetno Američani vedo, malo več, kot teli naši pametni komentatorji iz FDV-ja, pa tukaj, ki jih kličejo, ne? Zmeraj ene in iste, ki so najpametnejši na svetu. Nekatere novice, ki sem prebral, pravijo takole. Zmago Jelinčič državljanom svetuje laganje policistom, da bi se izognili plačilu kazni. A res to svetuješ ali se to nekdo izmislil? Ne.
to je reakcija na tisto, kar sem jaz doživel v bolnici Izola. V izolski bolnici, recimo, če z biciklom padeš na cesti, te policija tretira kot udeleženca v prometu. Pa ti lahko da pihat, pa ugotovi, da si nekaj narobe prestal in si padel in dobiš kazen. In zato so meni zdravstveni delavci v izolski bolnici oziroma iz izolske bolnice so mi rekli: Zmago, če padeš, reči, da si padel na dvorišču. Ker če si padel na dvorišču, je to tvoja pozicija. Ne? In zato policajem ne povej, da si padel na cesti, ampak da si padel doma. Evo, to nekdo je seveda rekel, da laži policistom. To je napisal en bedak, ki ni razumel, ki niti verjetno prebral ni vsega skupaj, ali pa da je zanalaž, da zavaja ljudi. Takih je polno, ker to so tudi eni plačani, tako iz leve politične sfere, kot iz desne politične sfere, da pluvajo po meni in poskušajo onemogočiti, da bi jaz prišel nazaj v parlament, ker enostavno ti mene ne vidiš na nacionalni televiziji, meni, na Pop TV-ju meni, tudi na drugih televizijah meni, tudi na Nova 24, kaj pa sem, meni. Ni me v Večeru, ni me v Dnevniku, ni me v Delu, ni me v Odlaskovih medijih. Pa zanimivo, Odlazek je velik Slovenc. On je zaljubljen v Slovenijo, res ima rad Slovenijo. Ampak jaz ne razumem, kako, zakaj potem mene ne objavi, kaj pa sem, ker če se katera stranka najbolj bori za Slovenijo, je ravno Slovensko nacionalna stranka. Ja, najbrž nekaterim ni do Slovenije. Kakor kaže. Ja. Kakor kaže. Ali je po tvojem mnenju sedanja vlada sploh naredila nekaj dobrega in kaj? Jaz sem o tem že razmišljal, ne? Ampak kakor gledam zadeve, ne najdem nič dobrega. Zdravstvo je še bolj sesuto, kot je bilo. Čakalne vrste so daljše. Zdaj, čakalno vrsto ti ne moreš zmanjšati na ta način, da iz čakalne vrste črtaš te prvih 100 tistih čakajočih in se potem naslednji premaknejo malo naprej. To ni krajšanje čakalnih vrst. No, niso se lotili dobaviteljev. Še zmeri vsak po svoje dobavlja, ne da bi bilo centralizirano, ker to plača država. Ne? Potem imamo tam tole zavarovalnico, ki je tudi eno svoja čudna zadeva, in potem prihaja do tega, da si zavarovalnica deli dobičke. Ja, porka, mizerija, denar iz zavarovalnice mora iti za zdravje, za zdravljenje. Potem imamo še zmeri ni urejeno, recimo na kakšnih na elektromagnetni resonanci, recimo je naštepanih toliko pa toliko ljudi, ampak ker zavarovalnica ne plača, mašina stoji. Stoji, ne? Ni nobenega tam, ker so že izpolnili tisto kvoto. Če gremo naprej na sodni sistem. Sodni sistem, prvič, da se je prestrašil ljudi, je bilo zdaj. Prej so pa, mislim, da so dali, da enega sodnika, enega vrhovnega ali nekaj takega, so dali celo na Evropsko sodišče človekovih pravic, ker so ugotovili, da je eno zadevo nekaj od spodaj dal. Vsaj tako sem prebral zdaj. Ne? In tako naprej. Sodniki sodijo, kakor se jim zazdi. Tudi znanje, sodniško znanje je v veliko primerih poden, v veliko primerih. Potem zavlačevanja, tako kot pri meni. Namerno zavlačevanje. Pa vsak nedokončno, z nedokončano osnovno šolo bo videl, če te je sodilo 7 sodnikov, pa noben ni mogel presoditi, zdaj pri 8 sodnici bo pa vse skupaj zastaralo. Ja, pa se vsak ve, da je bilo to z namenom narejeno. Potem sodniki naši niso niti kazensko, niti finančno odgovorni. Sodnik lahko naredi karkoli, pa rečejo, ja, tako sem jaz razmislil.
Zdaj, če greš na više sodišče v glavnem potrdi tisto, kar je bilo že prej povedano, ali pa vrne v razpravo istemu sodniku, da on še enkrat isto razsodi. In kaj potem? Nič, ne? Kriv ni nobeden. Zdaj ljudje zgubljajo denar, zgubljajo eksistenco. A kdo odgovarja? Nobeden. Edino, kar se je zgodilo, ko so unmu sodniku gor, tam blizu Krškega, so mu hišo zažgali. Ja, verjetno je nekomu živc pregoril, ker je verjetno ga ta sodnik spravil do tega, da je izgubil eksistenco, verjetno še družino in otroke in vse skupaj in mu ni ostalo drugega. In zdaj sodniki se igrajo z ljudskim nabojem. To ni dobro. In zdaj Janša ni bil oproščen zato, ker bi sodnik pa tožilc ugotovil, da ni bilo nič na tisti zadevi, ampak zato, ker so se ustrašili ljudi pred sodiščem. Strah jih je bilo. Zato so dali tudi tiste rešetkaste ograje pred sodišče. Ne? Potem, če gremo naprej, šolstvo. V šolstvo uvajajo v osnovne šole, hočejo dati LGBT. Ene gnile, prasice, lezbaške. To, kar si prej pokazal, ne? Tako. In recimo hočejo, one bojo učile otroke, kaj je pa kaj ni. Lepo prosim. In vzamemo primer, 8. marec, ne? 8. marec bo zdaj v zadnjem cajtu dobil so 1 milijon evrov iz državnih sredstev. Zakaj pa? Zato, da Una Kovačeva hodi okrog, pa da govori to pa uno, pa da bedastoče govori. Bedastoče. Mislim, mene spominja na uno Greto Thunberg, ali kva že je, ker se ji že na obrazu vidi, da ni dorasla, da se gensko ni razvila do konca, kakor bi rekel, no, da je mal butnena, ne, po domače rečeno. Ampak ne, mi dajemo za take ljudi milijon. Pa koliko je še takih raznih študijskih programov ki govorijo o enakosti spolov. Debili sploh ne vejo, ne more biti enakost spolov, lahko je enakopravnost spolov, ampak tudi naši pravniki ne znajo, ne vedo, da je to razlika. Ne vedo. Kar se tiče naših mednarodnih pravnikov, je pa to totalni podn. Totalni podn. Saj ne razumejo nič, niti terminologije ne razumejo. In potem bluzijo nekaj. Ali pa, ker smo govorili o šolstvu, ne? Mi imamo v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki ima bistveno več članov, kot jih ima Francoska akademija znanosti in umetnosti, pa je Francija rahlo večja od Slovenije, a ne? Ne vem koliko, 20-krat, ne vem. Ne? Pa jih ima manj. Šef je pa dr. Štih. Dr. Štih, ki govori, da slovenskega naroda pred letom 1848 sploh ni bilo. Kva pa Trubor, ki je napisal, ljubi Slovenci? A ne? Ampak dober. Ta gospod uči tisto, kar nemška, germanska šola, ki pa temelji na nacističnih postulatih. Ne? In evo, ampak on je šef Sazuja, ne? Porka mizerija. Ne? In unike pa res raziskujejo slovenski jezik, jih pa ne pustijo zraven. Ne? Zanimivo, da je Andrej Šiškov, ta od Varde, je objavil, zdaj mislim, da že ne 6 knjig, tudi o slovenskem jeziku, temelječ na dokumentih, ki jih verjetno oni na Sazuju niti poznajo. Ne? In dokazuje in dokaže čisto drugačno resnico.
Ne tisto, smo se preklatali v 6. stoletju, pa nas sploh ni bilo, pa da Karantanci niso bili Slovenci, ampak so bili neki Korošci, da Slovencev sploh ni bilo do 48. leta, bili smo neka, en zgodovinar je napisal horda. Slovenci smo bili horda. In tudi ta človek ima doktorat. Kako lahko ta človek dobi doktorat, če po lastnem narodu pljuva? Kako je mogoče? V Sloveniji zgleda vse, zato ker Slovenijo ne vodijo Slovenci, Slovenijo vodi neke tuje, globoka država pod komando Soroševih židovskih variant, ne? Ker jaz ločem, kateri Židje so taki pa taki, ne? In Sorošove variante židovske tudi ta pravi Židje ne marajo, zato ker jih ne cenijo jih, ker pravijo, da to ni ta pravo. Te bom citiral, pa če lahko potem komentiraš. Danes je gospa ta in ta Šivilja razglasila, da je potrebno okrog Ljubljane narediti železniški obroč oziroma obvoz. A poveš, katera je ta gospa Šivilja in za kakšen obvoz gre? Gospa Šivilja, na Primorskem ji pravijo zlata prinašalka. Ja, to so mi zdaj na Koperskem povedali, ker sem veliko dol. In gospa ministrica za promet, ali kva že, se ne vem, tako izjavo, da je treba železniški obroč okoli Ljubljane narediti, to lahko naredi en, učenec v recimo prvem letniku srednje šole ima lahko tako idejo. Gradimo tistih, koliko 20 kilometrov, zgradimo že skoraj 30 let. Tir, ne? Ja. Zdaj, mogoče je ta gospa Šivilja tako dalekovidna, da vidi 200-250 let vnaprej. Kajti približno 250 let bi rabili, da bi naredili obroč okrog Ljubljane. Če bi že hoteli, bolj pametno bi bilo, da bi ona rekla, naredimo v Ljubljani podzemeljsko železnico. To bi bilo 100krat bolj pametno. Ne? Čeprav bi bila grozljivo velika investicija, in ko vidimo, da še železnice ne moremo v zemljo dati, tako kot je to v drugih državah, ne? Kjer se do centra mesta pripelje pod zemljo in tako naprej. Ne? Tako da, ampak gospa ima rada lepe besede in se slika se z čelado, na kateri piše ministrica, ne? Posebna čelada. Potem brezrokavnik, ki ga ima čez, zadaj piše ministrstvo za tralala. Ne? In druge barve je kakor od tistih delavcev, da se vidi, kdo je carica, kdo je tista ta glavna. Ne? Za konec oddaje bi mogoče sporočil tistim, ki te podpirajo, in tistim, ki morda mislijo drugače, kaj bi jim sporočil? Volitve se bližajo čez 1 leto. Ja, naj razmislijo, naj pogledajo v denarnico, naj pogledajo, koliko so plačevali mleko pred 2 leti, koliko so plačevali kruh pred 2 leti, koliko časa so čakali na zdravnika pred 2 leti, koliko časa, ne vem, naj pogledajo življenje in naj ugotovijo, koliko so plačevali za elektriko in danes plačujejo, ob tem, da se je elektrika v svetu pocenila, koliko plačujejo za bencin pa za dizel, ko se je v Evropi to pocenilo, pa naj vidijo, pa naj se odločijo pol. Če hočejo še globje iti v to sranje, potem pa ne grejo. Pol jim ni rešitve. Potem jim ni rešitve. Jaz vem, da veliki jih prav, vse je fajn pod Golobom. Ja, določeni kasti je zelo fajn. Ne, da jim je fajn. Enim je zelo fajn.
Unim čist na vrh je pa fantastično fajn. Ampak kaj pa tista srednji sloj, pa spodaj nižje? Eni ljudje iz rok v usta živijo. Ne morejo preživeti, medtem ko se eni bohotijo in grejo na počitnice, kje pa sem, pa gor, pa dol. Za naš denar. Za naš denar. Ali pa gre eden k prijatelju in čez par dni ta prijatelj, ki je bil pri njemu na obisku, postane en velik šef v eni inštituciji, medtem ko je pa una pivčeva išla, pa je ene 2 šnite pršuta pojedla, pa en dan je prespala v hotelu, so jo pa zbrisali, pa vrgli ven. To je to. To je to. Skratka, premislijo naj in naj se zavedajo, da če Slovenska nacionalna stranka ne pride v parlament, ne vem, jaz že imam penzijo. Za Slovence pa ne rečem, da bojo imeli penzijo. Bojo imeli penzijo Ukrajinci, bojo imeli lepe denarje Bruseljčani, pa še kdo drug. Za Slovence pa vprašanje, če sploh še bo penzija, če se bojo odločili narobe. Ja, upam, da se vsak po svoje pravilno odloči in hvala, ker si bil gost Z veseljem. nocojšnji oddaji. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala, ker ste spremljali nocojšnjo oddajo. Želim vam miren večer, lep pozdrav in nasvidenje.